Papeževa homilija med mašo v domu svete Marte je govorila o ljubezni in svobodi. Življenjske bolečine lahko osebo zaprejo vase, medtem ko jo ljubezen lahko osvobodi, a samo sveti duh je tisti, ki srce naredi poslušno Bogu in svobodno, je dejal papež Frančišek. Seansa joge ne more naučiti srca, da bi čutilo očetovstvo Boga, tudi tečaj duhovnosti zena ga ne bo naredilo bolj svobodnega za ljubezen. To moč ima samo sveti duh, je papež začel homilijo in se pri tem uprl na evangeljski odlomek. Ta nam približa Jezusov prizor hoja po morju, ob katerem so njegovi učenci prestrašijo. Bili so iz sebe, niso še razumeli čudeža s hlebi, kajti njihovo srce je bilo še otrdelo. Srce je lahko okamenelo iz različnih razlogov, je pojasnjeval papež, naprimer zaradi neke boleče izkušnje. To se je zgodilo učencema na poti v Emaus, ki sta se bala še ene prevare. Tomaž pa je zato zavrnil vero v Jezusovo vstajenje. Drugi razlog, ki lahko utrdi srce, je zaprtost vase, v sebi narediti svet, zaprt vase v svojo skupnost ali v svojo župnijo, a vedno zaprt. Zaprtost se lahko vrti okoli mnogih reči. Pomislimo na ponos, samozadostnost, prepričanje, da sem boljši od drugih, nečimrnost. Po Frančiškovih besedah obstajajo moške in ženske ogledala, zaprti so vase in stalno gledajo sami sebe. Obstajajo pa tudi taki, ki se zagradijo v postavo, se oklenejo črke tistega, kar določajo zapovedi. Zato je papež vse povabil, da naj sledimo apostolu Janezu, ki pravi, popolna ljubezen strah prežene.